Ta moj kratek referat bo predstavil izobraževanje uporabnikov, tako kot ga pač izvajamo v NUK-u. Gre v bistvu za en pomemben del naše dejavnosti, ki je pravzaprav že zelo utečen. V tem referatu bom se dotaknil ene par stvari, najprej pogledal nazaj v kontekst izobraževanja uporabnikov, potem bom na kratko prikazal razvoj teh naših tečajev, kaj sedaj ponujamo in izzive, s katerimi se soočamo. Zdaj, glede na letnico, v katero, kdaj sem prišel v NUK, takrat se je začelo neko obdobje in jaz sem še, bom rekel, živo v obdobju, kjer so prevladovali ali pa so začeli izgubljati svoj pomen liskovni katalogi, takrat pa vendarle so bili takrat še zelo živi. Kar se tiče dostopov do, bom rekel, enega svetovnega znanja, smo imeli gostitelje, kot so Atlas, kot so Dialog, STN in tako naprej. In takrat je bil knjižničar, bom rekel, en pomemben posrednik in ta posredniška vloga se je takrat začela počasi, bom rekel, izgubljati. Uporabniki so imeli možnost, po drugi strani so pa tudi morali začeti vire uporabljati samostojno. Zdaj, izobraževanje uporabnikov vidim kot vzporednico tega razvoja, se pravi razvoja različnih virov oblik informacij, kjer smo imeli abstraktne časopise, časopise povzetkov, kjer nenadoma so se pojavile podatkovne zbirke, pojavile so se elektronske časopise in z njimi elektronske knjige. Če se spomnite, 90. so bila obdobja CD-romov, elektronskih revij na CD-romih in tako naprej, danes je to že davna preteklost, imeli smo mrežni dostop do CD-roma, no in tam v začetku tega tisočletja se pa je dejansko vzpostavil spletni dostop. Tako da to je nekako kratka zgodovina, kjer hočem s tem ponazoriti, da so pravzaprav naše izobraževanje uporabnikov bilo zmeraj v funkciji teh sprememb, tega razvoja. Danes recimo govorimo o umetni inteligenci, takrat konec 80-ih je bila velika stvar OPAC in v bistvu je bil ta računalniški katalog en tak velik dosežek, kjer so imeli uporabniki nenadoma za razred več možnosti. Iskanje po avtorjev, temi in založniku, kar je bilo takrat nekaj nezaslišanega. In tukaj so se začeli ti tečaji za iskanje po računalniškem katalogu. No, potem z pojavom strežnika za CD-rome, ki je imel pač svoje tehnične posebnosti in tehnične težave, ampak kakorkoli, tečaji so se prilagajali tej tehnologiji, no potem s spletnim dostopom so se pa ti naši tečaji razvili in kot vidite je nekje v začetku leta, tam prvem desetletju sta pa sledila tudi tečaj za odprti dostop in pa združevalni iskalnik. Skratka, to je nekako ena osnova, ki jo pravzaprav v neki obliki, bom rekel, izvajamo še danes. Seveda so ti tečaji skozi sledili pač tej ponudbi. Zdaj, če na kratko predstavim, kaj učimo uporabnike danes, NUK je kot vsaj po gradivu največja slovenska knjižnica in v resnici imamo, če gremo nazaj, tudi listkovni katalogi so v nekih redkih primerih še zmeraj relevanten vir. Imamo ogromno naročniških virov, elektronskih knjig, 100 tisoč elektronskih knjig, milijone člankov, imamo arhiv slovenskega spleta, digitalno knjižnico Slovenije, ogromno ponudbo, ki uporabnikom, bom rekel,
na prvi pogled dokaj kaotična, imamo posebne knjižnične zbirke s svojimi listkovnimi katalogi in tako naprej. Skratka, ta prvi tečaj je namenjen začetnikom, kjer podamo en tak širok pregled, kaj sploh v NUK-u imamo, katere storitve imamo medknjižnično, imamo kopije člankov, katere portale imamo, kakšni so prostori, skratka čisto osnovni tečaj. No, potem drug tečaj je osredotočen na elektronske informacijske vire, kjer imamo različne uporabniške vmesnike, kjer uporabnike učimo osnov iskanja, ne vem, boolove operatorje, kako shranimo zadetke, sortiramo, izvozimo. Tretji tečaj se osredotoča na združevalni iskalnik v sistemu COBISS, Samon, kjer tečaj je krajši, kjer pač se osredotočamo da pač pojasnimo, kako uporabljajo, s tem hočemo tudi spodbuditi uporabnike k uporabi in pa tudi imamo eno spletno učilnico, kjer razložimo osnove medijske pismenosti. No, potem za raziskovalce ali pa recimo naprednejše uporabnike se ukvarjamo s citatnimi indeksi, podamo ene osnove citatnih indeksov, bibliometrijske kazalce za vrednotenje pač kvantitativne vrednotenja revij, avtorjev in pa posameznih objav, tudi altmetrike se dotaknemo, tudi SICRIS-a seveda, potem kolega ima tečaj za orodje, s katerim lahko urejamo osebne bibliografske zbirke s to spletno aplikacijo in pa podpiramo odprto znanost oziroma natančen odprti dostop z pač razlaganjem osnov, kakšne so vrste dostopa od zelenega do diamantnega, pasti predatorskih založnikov, kako vrednotimo revije in tako naprej. Tako, to je nekako naša ponudba. Zdaj, potem se ukvarjamo tudi s promocijo zbirk, recimo zbirka Press Reader je ena zbirka, kjer so dostopni seveda časniki, revije in tudi tukaj pač organiziramo predstavitve, da pač uporabniki spoznajo to orodje in se pač prebijajo skozi. Zdaj, to so podatki o številu tečajev in pa udeležencev. Tudi letos pričakujemo neko tako podobno številko. Za to organizacijo imamo vzpostavljen poseben sistem, to dela pri nas drug oddelek v NUK-u, izobraževanje, se pravi, imamo sistem, s katerim upravljamo za prijavo na tečaje, eventualno odjavo, potem z izdajo potrdil, gradivi in tako naprej. Zdaj, pri teh tečajih ni zadosti, da so ti tečaji enostavno objavljeni na spletu, ampak je potrebna ena stalna promocija, pač obveščati ljudi, recimo mi pošljemo obvestilo članom vsakič, ko se začne en tak cikel članov, cikel tečajev in s tem načinom so ti tečaji dobro obiskani. Sicer kdaj kakšen tečaj odpade, ampak to je v resnici redko. Zdaj, izzivi, s katerimi se soočamo, kolegica je že omenila Zoom, to je posledica epidemije korone. Zdaj praktično velika večina tečajev poteka z podporo aplikacije Zoom. Uporabnike tukaj razumemo, ker je to za njih zelo prikladno. Oni ne rabijo priti fizično v NUK, kar je včasih logistično nemogoče in pač kadarkoli, pač kjerkoli so, lahko nam sledijo nadaljavo. Po drugi strani ima pa Zoom kar ene omejitve, tudi recimo zdajle smo izvedli eno anketo uporabnikov, ki so prav to izpostavili, namreč ta komunikacija je definitivno slabša, ni takšne možnosti interakcije, kot bi bila fizično, tudi predavatelji, včasih predavateljice tožijo, da govorijo praznim zaslonom,
pa iz anket vidimo, da so ljudje pač zadovoljni, da so nekaj odnesli, ampak te neposredne komunikacije pa ni, a ne, in to nas, moram reči, da čedalje bolj moti, je pa res, da je to za uporabnike res prikladno, a ne, kjerkoli so, lahko spremljajo, a ne, četudi je ta interakcija, bom rekel, kar omejena, ne, absolutno ni enako kot pa v fizični obliki. Pač ne moreš vprašati, ne more ti predavatelj pokazati, ne moreš se z njim posebej pogovoriti, tega preprosto ni, a ne, in tudi posledično ljudje manj sprašujejo, ko bi mogoče v fizični obliki lažje. Potem en drug pomemben izziv je, ki bi ga radi naslovili, da bi se dvignili na višjo raven, je mogoče boljše spremljanje izobraževalnih potreb, kjer tukaj bi si želeli, da bi več vedeli o uporabnikih, kaj je tisto znanje, ne, ker po eni strani, ne, nekoč je nekdo rekel, da ljudje nočejo iskati, ne, informacije, hočejo jih najti, a ne. Tečaji so pa spet nekaj podobnega, a ne, ljudje hočejo najti, nočejo se ukvarjati z izobraževanjem in ta vidik tukaj zaznamuje te naše tečaje, a ne, ljudje bi radi pač nekaj dobili, ne pa da se, ne vem, izobražujejo 3 ure, da nekaj, samo včasih je pač potrebno, ne, in tukaj so te izobraževalne potrebe, ker ljudje niti včasih mislijo ali pa živijo v nekem lažnem prepričanju, da ne vem koliko stvari dobro znajo iskati, v resnici pa ne, in to je potem težko, če tukaj ni nekega priznanja, če tako rečem. No, potem naslednja stvar je še mogoče izboljšati to preverjanje doseganja učnih ciljev, to je povezano s prejšnjim, se pravi, kaj so se naučili in tudi spremljati ta vpliv tečaja za udeležence. In pa potem seveda stalnica je pa seveda širitev vsebinske ponudbe, a ne. Recimo umetna inteligenca tudi za nas nekaj sicer že začenjamo, ampak ko se bo to bolj vpeljalo v delovanje knjižnice, bomo tudi tu mogoče kaj naredili, a ne. Potem tukaj vidimo COBISS, a ne, kot te tečaje za COBISS računalniške tečaje smo sicer opustili v taki obsežnejši obliki, ampak razmišljamo, da bi jih spet uvedli, ampak to na nekem nivoju, ki je bolj zanimiv za napredne uporabnike, za tiste, ki dejansko rabijo poznati, da vejo vse te možnosti, ki jih COBISS ima, ki jih pravzaprav katalogizatorji, formalni in vsebinski, te podatke vnašajo in kako to dobimo ven, je pa to najbrž en omejen krog ljudi, ki recimo raziskuje slovensko produkcijo ali pa kaj, in ogromno podatkov je, ki je prav, da gremo nasproti recimo tem raziskovalcem in jih pač poučimo o tem. Tako da toliko z moje strani.